Biti predsednik je nekaj podobnega, skoraj kot da si poročen z državo. Takoj, ko nekaj dobiš, je to skupna last. Ja, bi držali skoraj, da tudi ta darila so v bistvu last države. To sicer ne pomeni, da lahko potrkate na vrata predsedniške palače in si recimo sposodite kakšen čajnik. Darila postanejo del naše dediščine. Najprej so v predsedniški palači, po koncu mandata pa se hranijo v naših depojskih prostorih znotraj Parka vojaške zgodovine v Pivki. to so predmeti, ki pripovedujejo zgodbe. Na eni strani državniki, ki prihajajo v imenu države, nosijo zgodbo svoje države. Recimo, tale krožnik govori o nastanku Slovenije, je namreč prvo državniško darilo naši državi. Ob obisku italijanskega predsednika Cossige. Te čaše govorijo o našem uspehu. Jo je pa dr. Drnovšek recimo dobil o podpisu pristopne pogodbe k Evropski uniji. In steklenica o vse večji vlogi Slovenije v svetu. Prizadevanja predsednika Pahorja za vključitev držav Zahodnega Balkana v evropske integracije. Razstava pa ima tudi zanimiv koncept. Darila, ki so jih predsedniki dobili od papeža ali cesarja, so enako resno obravnavana kot darila, ki so jih dobili ob obisku otroškega vrtca. V našem muzeju imajo povsem enak status. Te zgodbe nekako potem vključimo v širšo zgodbo Slovenije.